zdaj. Živijo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem life in soul coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In vsak ponedeljek, ko začnem navdihe, to povem. In večkrat sem že dobila vprašanje, Manca, kaj to pomeni aktivirati svojo žensko esenco, kako se to naredi? In ravno zato sem pripravila en tak luškan 5-tedenski tečaj globine ženske esence. Zato, ker to ni nekaj, kar lahko narediš tako mentalno. Aktivirati svojo žensko esenco ni nekaj mentalnega, ampak gre tukaj za izkustvo tega, kar je že v tebi. To pomeni, da se ne rabiš tega naučiti, mora ti pa nekdo to pokazati. In ti pomagati, da v bistvu prideš do tega, kaj to pomeni. In jaz sem imela eno tako veliko čast in privilegij, da me je tega naučila svetovno znana avtorica knjig in pa tudi v bistvu ženska, ki druge ženske uči, kako stopiti v svojo žensko energijo. Rachel Jane Groover je to. In ko sem jaz začela delati te vaje in to prakso, ki mi jo je ona predala, takrat sem šele v resnici doživela, kaj to pomeni ženska esenca. Do takrat sem vedela. Do takrat sem imela ogromno informacij, teorija mi je bila jasna. Ampak nikoli pa nisem vedela, da se da to izkusiti na ta način. In ko mi je Rachel Jane ko me je naučila tega, je bilo to nekaj, wow, res se je začelo takrat doživljanje mene, sebe, se pravi, in tega, kaj pomeni biti v ženski energiji in kako deluje ženska energija. Takrat je bilo pa to zares nekaj novega. In še danes, a dela tole? Samo en moment, imam občutek, da mi nekaj tehnika nagaja. Samo da preverim. Ker evo. Okej, dela. In se pravi, takrat sem potem zares doživela, kaj pomeni delovati iz ženske energije, in vsa tista teorija, ki sem jo vedela, vse tiste informacije so dobile popolnoma drugačen pomen, ravno zato, ker sem jih v praksi lahko združila oziroma dala v življenje. In takrat sem ugotovila, da vedenje je eno, čutenje nekaj drugega, delovanje iz tega, aktivnost pa nekaj čist tretjega. In šele ko to znanje, ki ga imamo v našem mentalu, v našem razumu, to, kar smo pridobili, ko to res damo v čutenje in potem v delovanje, v izkustvo, takrat se nekaj spremeni v življenju. Dokler pa samo vemo, pa pravzaprav se nič kaj dosti ne spremeni, razen našega razumevanja. Tako da globine ženske esence je tečaj, ki ga bomo delali ob torkih. Skupina je majhna, je omejena, zato da se bo res delali praktično skoraj individualno z vsako posebej in da se ta ženska esenca lahko pokaže in izrazi v varnem okolju. Namreč tolikokrat smo bile ženske zaradi svojega ženskega načina delovanja ali prizadete, ali smo v bistvu kolektivno gledano bile zatirane, ni nam bilo dovoljeno sploh tega izražati, da pravzaprav sploh ne vemo več, kaj to pomeni, in je nevarno. Na nek način v našem nezavednem je shranjena informacija, da je nevarno biti v svoji ženski energiji, da je šibka, da nas bo vsak povozil, če bo v svoji ženski energiji. In potem, ko gledamo na drugi strani tiste ženske, ki pravzaprav tudi niso v svoji ženski esenci,
imamo en predsodek, da je ženska energija taka, pa ni res. In šele ko prideš v žensko energijo, pridemo tudi do svoje kreativnosti, do tega, da lahko črpamo iz notranje modrosti. In zato 5 tednov tečaja, da se to res tudi v prakso spravi. Tako da, če čutite, da želite res raziskovati svojo žensko esenco, ne glede na to, kje ste trenutno, tudi če ste zdaj, da imate občutek, da ste zelo moški energiji, da pravzaprav, če ste zelo mentalne, ne, se pravi, da razmišljate in to je vse, vas to tako na en tak lep način pelje v vašo lastno v bistvu energijo, v vaše lastno telo in vas zmehča, odpre sprejemanju in je lažje potem živeti. Lažje je delati, lažje se je pogovarjati, v odnosih je lažje delovati, zato ker delamo iz ene čist druge energije in samo ta sprememba iz mentala v maternico že naredi ogromno spremembo. In se pravi, izboljšajo se odnosi, izboljša se odnos do sebe, ljubezen do sebe. Veliko se govori o ljubezni do sebe, ampak kako res iti vase, iti v svojo energijo in se imeti tam noter rada. To je pa stvar izkušnje, ne vedenja. Tako da lahko pogledaš na prav globine ženske esence ali na spletni strani manca.si, poiščeš oziroma tudi takoj, ko bom zaključila s prenosom v živo, bom dala obvestilo oziroma link do tega tečaja. In res, to je nekaj, kar je meni toliko spremenilo pogled in doživljanje tega, kaj pomeni biti ženska, da ti res privoščim, da tudi ti to odkriješ in boš videla, kako se potem na drugačen način stvari odvijajo, z veliko več lahkote, se pravi lahkotneje, bolj pretočno, z manj truda in pa predvsem se začnejo dogajati stvari, ki se prej niso. Začneš dobivati komplimente, ampak hkrati se tudi naučiš sprejemati te komplimente. Začneš dobivati pohvalo, ki jo mogoče do takrat nisi, ravno zato, ker se odpreš temu, ker ni tista puši energija. Tako da to res eno tako vabilo in povabilo vsem ženskam, ki želite narediti nekaj res konkretnega. Ne samo vedeti, ne samo razumeti, ne samo o tem brati, ampak to tudi doživeti in potem to tudi živeti. Tako da to je vabilo v tem tednu in še eno manjše vabilce, avtentične in ženstvene videoserije se je pričela v prejšnjem tednu na mojem Facebook profilu Manca Razboršek Life and Soul Coach in tam sem se pogovarjala poleti z ženskami, ki so že v ženski energiji in to živijo in na svoj način popeljejo vsako žensko v njeno žensko esenco, v njeno žensko energijo. Tako da te vabim, da si pogledaš vse te video posnetke, ob torkih in četrtkih ob 8 zvečer jih objavim in prisluhneš in vidiš, na koliko različnih načinov se pravzaprav ženska energija lahko kaže in čuti. In vsaka ima svoj način, ravno to je tisto, kar dela ženske tako zanimive. Zdaj bom pa iz knjigice Angelski svetilniki prebrala en odstavek. Knjigica je namreč kanalizirana. In odprla sem tukaj Pojdi v srce, pa da vidimo, kaj nam angeli kar na tem uvodnem odstavku pravijo. Srce je najčudovitejši transformator energij med nebom in zemljo. Je tista središčna točka, kjer se povežeta božanski in fizični svet, zato predstavlja portal, skozi katerega je vse dosegljivo. Srčna energija poskrbi, da se energije transformirajo med različnimi energijskimi nivoji. Je nekakšen tolmač za vibracije in informacije. Srce je vaša najpomembnejša relejna postaja, ki poskrbi, da vse teče kot namazano, pod pogojem, da ga niste zaprli. Torej, angeli danes majčkeno drugače, namreč en drug set kart sem vzela in
da vidimo, kako se lahko energije še na drugačen način interpretirajo. Zato bomo zdaj odprli srce, ker kot smo slišali, ne, potrebno je odpreti srce, da se lahko energije pretakajo. Zato vas vabim, da se udobno namestite, zaprete oči in naredite en globok vdih in izdih. In z naslednjim vdihom si predstavljate, da vdihnete direktno v srce in izdihnete vse napetosti celotnega dneva. In spet naredite še en vdih in še en izdih. In svojo pozornost položiš na srce, na srčno čakro in si predstavljaš, da lahko vanjo vdihneš svetlobo rožnate oziroma roza barve, ki predstavlja brezpogojno ljubezen. In si predstavljaš, kako lahko dihaš to ljubezen v srce, v vse kotičke prsnega koša in kako ta ljubezen sprošča in odpira vse blokade v srčni čakri. In kot da se odpira notranji prostor, energetski prostor za nekaj novega. In sedaj si predstavljaš, da lahko vidiš v svojo vertikalo visoko, ven iz zemeljske atmosfere visoko, v središče galaksije, kjer zagledaš ogromno žareče sonce neskončne svetlobe. In žarek te svetlobe potegneš navzdol v svoje srčno središče. In dovoliš, da se začne božanska ljubezen stekati v tvoje srce. In ko je srce polno, se začne stekati navzven v energetsko telo in te polni in razširja in odpira. Sedaj narediš še en globok vdih in si predstavljaš, da je izdih kot milni mehurček, ki se širi in širi ven iz tvojega energetskega polja, ven iz prostora, v katerem sediš, ven iz hiše ali stanovanja, v katerem si. In se širi toliko časa, dokler ne naleti na druge mehurčke ljubezni, ki jih dihate vsi tisti, ki gledate te navdihe. In potem se ti mehurčki združijo v ogromen oblak ljubezni. In v ta oblak ljubezni povabimo angele, da nam predajo tisto, kar je v tem tednu namenjeno, da nas podpre. In narediš še en globok vdih in izdih, začutiš svoje telo, fizično telo, se hkrati zavedaš te povezanosti v mehurčku ljubezni in z izdihom, ki ti odgovarja, odpreš oči in prisluhneš sporočilom, ki nam jih angeli danes predajajo. In prva karta je spravreden, počasen napredek, kar pomeni, da stvari v tem tednu se bodo premikale, ampak ne tako zelo hitro, kakor mi pričakujemo. Predvsem je pomembno, da so aktivnosti, ki jih delaš, da so konstantne, se pravi, da je res nekaj rednega, in da poskrbiš za to, da se stvari odvijajo.
tako bom rekla, v ženski energiji to pomeni, da začutiš, kdaj je pravi trenutek za akcijo in takrat narediš korak. Se pravi, da ne delaš milijon brezveznih korakov v vse smeri, ampak da narediš pravi korak takrat, ko je to potrebno. In tisto, kar prihaja še skozi to karto, je, da v bistvu vsaka stvar šteje. Se pravi, ko je energija pravilno usmerjena, ko imaš pravi namen, ko veš, v katero smer želiš, takrat v bistvu ni vedno vse samo v aktivnosti, ampak je tudi v, kako bi rekla, nedejavnih trenutkih, ko v bistvu začutiš, ali je smer prava, ko začutiš, v katero, kam narediti naslednji korak in ga narediš, ko pride pravi trenutek. To pomeni, da se je potrebno povezati z intuicijo in to, kar smo naredili zdaj, ta vaja povezovanja z božansko ljubeznijo, je že del tega. Naslednja, cleanse and detoxify oziroma čiščenje in razstrupljanje, predvsem tudi na energetskem nivoju. Če želimo imeti v neko smer energijo, če želimo delati v neki smeri, kjer želimo imeti zelo jasen namen, ta jasen namen zdaj zelo močno hodi, potem je treba vso tisto navlako, energetsko navlako pravzaprav odstraniti in jo prečistiti. Tako da energetska higiena je zelo pomemben del tega, da gremo v pravo smer. In v tem tednu bodite pozorni, v kakšnih energijah se nahajate, kaj je tisto, kar je vaše, pa kaj je tisto, kar ni vaše. Velikokrat ljudje prinesejo s sabo eno energijo, tako kot en tak oblak energije, s katero pridejo, in ko dovolimo, če imamo meje odprte, dovolimo, da to pride v nas in potem postane nekaj tujega v naši lastni avri. Mi pa to pravzaprav kar nekako povzamemo in mislimo, da je to naše. To so lahko misli, kje se je pa zdaj to pojavilo. To so lahko neka čustva, ki pridejo kar neznano od kje. To je lahko nek občutek, vse te stvari. Zdaj ena taka zelo enostavna vaja oziroma praksa je zvečer, ko greste pod tuš ali pa kadarkoli greste pod tuš, da si predstavljate, da sperete sebe tudi vso energijo, ki ni vaša. Tako da pozornost na to, kaj od tuje energije pravzaprav vse v vaše energijsko telo priklaplja v tem tednu. In pa energija, ki ji dajte slediti, je veselje. Se pravi, veselje oziroma ta lahkotnost je tista energija, ki viša vibracijo. Ko se očistimo, kaj potem, s čim napolniti, veselje, kaj vas veseli, kaj je tisto, kar vam dviga vibracijo, raven zaradi tega, ker sproža tisto notranji, ta angleška beseda je joy, se pravi to veselo naravo, igrivost tudi, Tako da dajte slediti, se pravi, tudi tej igrivosti. Prej sem rekla, te koraki na začetku, ki jih imamo, namen, v katerega gremo, da so misli jasne, ampak ne biti preresni. Mi smo itak vsi preresni. In premalo igrivi in premalo v bistvu se odpiramo veselju in temu, kako stvari peljati na bolj lahkoten način. Se pravi, iskanje načina oziroma ko nekaj delamo, se lahko vprašamo, kako lahko z več veselja, bolj lahkotno, bolj igrivo pristopim k temu, kar počnem. To so taki majhni triki, ki v vsakdanjem življenju naredijo en premik in nam pomagajo, da pravzaprav tudi vibracijo držimo na enem višjem nivoju, ker sploh veselje in pa igrivost sta zelo pravzaprav taka čista vibracija, ki nas lahko usmerja na način, da potem tudi stvari bolj lahkotno pridejo in da v bistvu tudi te angelske energije lažje delajo za nas in nas podprejo, ker v bistvu s tem, ko mi malo zvišamo, angeli majčkeno mogoče znižajo in se tam nekje na sredi ravno najdemo, da nas podprejo. Tako da v tem tednu delati v bistvu korak za korakom, z jasno namero, biti pozorni na to, katere energije pravzaprav so
vdirajo v naš energijski prostor in skrbeti za lastno energijo z veseljem, z igrivostjo in z lahkotnostjo. Včasih je to lažje reči kot narediti, zato pa je potrebna čuječnost, kot ji danes rečemo, zavestno delovanje, prisotnost, se pravi tukaj in zdaj, biti v telesu, prizemljeni in v bistvu najti znotraj telesa tudi tiste predele, ki že poznajo ta občutek, namreč vse informacije grejo v telo. In tudi na tečaju globine ženske esence pravzaprav delamo s telesom, da v telesu začutimo vse vibracije, vso energijo, esenco žensko, ne, in šele takrat, ko greste res v telo s svojo pozornostjo, svojo zavestjo, veste, kaj to pomeni. Do takrat je pa to samo mentalni koncept. Tako da želim vam v tem tednu, da odprete srce z veseljem, tudi tisto, kar sem prej prebrala iz knjige, a ne, da v bistvu se energija lahko pretaka samo v odprtem srcu in veselje, in prav ta vibracija veselja je tista, ki pomaga držati odprto srce. Uživajte maksimalno, poglejte si jutri ob 20, se pravi torek ob 20 in pa potem še četrtek ob 20 pridejo še pogovori v videoseriji Avtentične in ženstvene in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau!